Izobraževalni menedžer prihodnosti bo z nami delila Katarina Petronijevič, strateški partner za kadre v podjetju Danfoss Strata. Njena poslovna pot v kadrovski službi se je pričela pred 11 leti, izkušnje pa se je nabirala v korporativnih podjetjih, kot sta Siemens in Danfoss. Katarina, izvoli. Hvala. Moje današnje predavanje se navezuje na kompetence, ki jih potrebuje izobraževalni menedžer 3.0. Ampak, če želimo, oziroma preden skočimo v kompetence, ki jih potrebujemo sedaj in v prihodnosti, pa moramo razumeti kontekst, iz kje izhajamo. Zaradi tega bi želela, da si predstavljate v tem trenutku življenje v letu 1850. Na levi strani slajda je Marija. In to je pogled, ki ga Marija vidi vsak dan iz svojega okna. Blagori. Vidi makadamske ceste, vidi polja. Na teh poljih delajo njeni znanci. Večina ljudi, ki jih ona pozna, se ukvarjajo s tem. Za obdelavo polj uporabljajo živali, neka preprosta orodja. Večino njene socializacije z njeno družino, doma, osebno, seveda pozna tudi ljudi, ki ne živijo v njeni bližini in komunikacija z njimi je razmeroma otežena. Več ali manj poteka po pismih. Pisma trajajo, da pridejo do drugega mesta, morda do druge države. Prevozna sredstva, ki se uporabljajo, so seveda ladja, vlaki, ampak to je težko dostopno. Tako da večina transportnih sredstev, ki jih uporablja, so kočije in konji. Najbolj spoštovani poklici v tem letu so zdravniki, duhovniki in učitelji. Vsa znanja, ki jih je Marija tekom svojega življenja pridobila, so bila prenašana iz generacije v generacijo, iz roda v rod. Knjige so dostopne, vendar ne berejo vsi. Ni potrebe. Vse, kar morajo vedeti in znati, so povedali jim starši, prijatelji, znanci. Slika, ki jo Marija gleda, Marija je stara, bajbo je 18 let. Slika, ki jo gleda zadnjih 18 let, se praktično ne spreminja, statična je. In tudi naslednjih 30 let se slika bistveno ne bo spremenila. Če Marijo vprašamo, kako bi recimo prišla iz kraja, kjer živi v nek drug kraj, bi nam odgovorila z kočijo in konjem. Če bi jo vprašali, kako bi hitreje prišla iz svojega kraja, kjer živi v drug kraj, bi verjetno njena domišljija šla do točke, da bi rekla, še 2 konja bomo dali v našo kočijo in bomo šli hitreje. Ker Marija ne ve, da čez 30 let se bo to bistveno spremenilo. Namreč leta 1885 oziroma 87 sta praktično istočasno Daimler in Benz naredila inovacijo, ki je nam spremenila življenje. Avto. Odkrila sta prvo motorizirano vozilo, katerega gorivo je bilo bencin. Imela neko preprosto ročico za upravljanje in bistveno spremenilo način, kako mi razmišljamo danes o transportu. Marija je v letu 1885 stara 53 let. Njeno življenje je pri koncu. Namreč pričakovana starostna oziroma življenjska doba v tem obdobju je bila med 39 do 47 let. Torej, Marija je starosta svoje družbe pri 53 letih. Ona je za to obdobje naredila vse, kar v življenju se da narediti. Marija v letu 2017 gleda precej drugače. Njeno življenje je drugačno. Marija, recimo, pravico do izobraževanja in dela jemlje za samoumevno. Za razliko od Marije iz leta 1850. Ko bo Marija tudi 18 let stara. Ona je zaključila srednjo šolo in njo čaka pred sabo še vsaj 5-6 let rednega izobraževalnega sistema.
ker si želi iti v tujino študirati, je to popolnoma dostopno danes. Marija je stara 18 let, se pravi, rojena 18 let. Ona je v svojem življenju vedno uporabljala vsaj 2 platforme, po katerih je komunicirala. Že jaz, ki sem kar nekaj let starejša od Marije, pri svojih 18 letih nisem vedela, kaj platforma je. Marija je celo svoje življenje navajena komunicirati po platformah. Danes ona dodaja in odvzema platforme, kot ji srce poželi. Njena socializacija je v večji meri virtualna, zaradi tega, ker njeni znanci, družina, sorodniki, vsi živijo v drugih krajih. Tudi njena želja je, da gre živeti nekam daleč stran. Zaradi tega, ker je bolj dostopna izobrazba, boljša kvaliteta, lahko se prosto odloča. Ima veliko več možnosti. Znanje, ki ga pridobiva, se ne predaja več iz roda v rod. Praktično ona svojo mamo danes uči, kako uporabljati platforme. Kaj platforme so? Kaj so novi trendi, ki prihajajo? Knjige, ki jih bere, so virtualne. So na internetu, so elektronske. Če bi Marijo vprašali, kako pride iz kraja A v kraj B, bi seveda rekla z avtom. V drugo državo pa seveda pride z letalom, logično, dostopno, vsem nam. Ker je Marija v stiku z tehnologijo, se tudi zaveda, da je danes narejen prvi 3D print avta. In obstaja prvi dron, ki je sposoben peljati 2 osebi. Dron je narejen, če tisti, ki poznate, po vzoru risanke Jetsonovi. Marija tega danes ne ve več, zaradi tega, ker je to tako stara risanka. Življenje med Marijo iz leta 1850 in Marijo danes je precej različno. Verjetno, če bi Marijo iz leta 1850 vprašali in ji pokazali to sliko, ne bi imela možganske kapacitete dojeti vseh sprememb, ki so se v tem času zgodile. Marija iz leta 2017 se zdi vse to popolnoma samoumevno. Torej, kakšno življenje nas čaka čez 50 let? Kako bo izgledalo naše učenje? Kako bo izgledala naša komunikacija? Kako bo izgledala naša socializacija? Naš transport? Naše življenje? Kaj bomo dojemali za normalno? Namreč Marija pri 18, če je Marija iz 1850 let, pri 53 bila starosta družine, po vsej verjetnosti bo Marija iz leta 2017 čez nekje 15 let imela prve otroke in njeni otroci pravzaprav še ne bojo prišli bojo že nekje v srednji šoli. Razlika je bistvena. Če želimo razumeti, kje bomo čez 50 let, moramo razumeti, tako kot je že Goran omenil, razvoj tehnologije je neverjetno hiter. Vsakih 12 do 18 mesecev se sposobnost računalnikov in opreme, ki uporabljajo računalniške programe, podvoji. Se pravi, če smo zdaj tukaj, čez 18 mesecev, pa to dvojno in potem dvojno. Čez 50 let je številka nepojemljiva. Abstraktno, lahko jo samo abstraktno vidimo, vemo, da je številka, ampak kaj bo za sabo potegnilo, nihče ne more razumeti in vedeti.